In recimo polje, katerega mi imamo zelo močnega energijsko okrog sebe, je naša aura. In prvi stik z auro je pa kaj? Tvoja vranica. Ne. Kaj je prvi stik z tvojo auro? Tvoja koža. A ne? Koža, naša sama koža, pač ni samo pač nek pokrovni sistem, okej, ampak je absolutno zelo močno orodje kanaliziranja zaradi tega, kar sem ti v bistvu zdaj povedala. To pomeni zato, ker ona je prvi stik in je v bistvu, kot bi ti rekla, vmesnik, a ne. Torej ti imaš auro, energijsko auro in potem je koža in potem je seveda potem notranjost tvojega telesa. Veš, kaj mislim? Tako je pač en velik filter vmes, razumeš, prevodnik vmes. Seveda, da je prevodna, seveda, da zaradi tega se je fizična, ampak je tudi zelo, zelo energijska stvar. A ne? In sama koža je lahko tudi zemljevid, ki ga lahko pri ljudeh uporabljaš za readinge. Kva? Ja, res. To ne pomeni, da pet ljudem brskati po koži. Telo samo popraskam, da nekaj vidim. Ne, to se ne dela. Kako veš, da je koža ful pomemben informacijski sistem? Poglejmo najprej fizično, pa bomo pogledali potem še energijsko. Tebe recimo koža, če greš zdaj, ne vem, si klele, v tem prostoru je, ne vem, 23 stopinj, 22, ne vem, kogarkoli že, okej, pa grem jaz ven. In recimo, da bi bilo zdajle v zunji -5 stopinj. Kdo bi mene prvi obvestil, da je to nevarno lahko za mojo inkarnacijo, če grem takole oblečena, razumeš, ven na -5 stopinj? Da ni okej za mene, da ni okej za moje zdravje, da ni okej za mojo inkarnacijo. Kdo bo mene prvi obvestil o tem? Koža, ne? In recimo finta je tudi v tem, da če bi ljudje boljše razumeli tudi fizično svojo kožo, bi lahko, jaz mislim, se izognili, glej, moje mnenje je tako pač, vzemite ga ali pa ne, da bi se izognili marsikateri bolezni. Zaradi tega, ker ko ljudje bijejo notranje boje in koža ta prva pokaže. Izpuščaji, pa mozolji, pa rdečice, pa ono, pa tretje. Pa ne grejo za tem. Ampak koža je tista, ko nekaj z notranjosti, ko se toliko nabere, toliko preseka čez, a štekaš? Ampak ljudje se pa to rešujejo s kremcami, ampak in ne vem kaj, to jaz nimam nič drugače proti temu. Torej, najdejo nek zunanji vzvod, da jim bo pomagal. Ampak kaj nas znotri, da je to potisnilo ven, se pa ne vprašajo in se s tem ne ukvarjajo. Noben se do zdaj ni probal spraviti v to, da bi to kožo spremenil v zemljevid in za readinge in za kanaliziranje. Pa dajmo mi, če že drug ni hotel, a ne? Ali si morda tista, ki ima že veliko energijskega znanja, že zna kanalizirati, že zna delati neke poteze preroštva, že razumeš angelska sporočila, ti jasnovidnost ni tuja, potem potrebuješ slišati za napredno akademijo kanaliziranja. Res je abstraktna, res je nenavadna, ampak naučila te bo kanalizirati energije na tako edinstven način, za katere ti garantiram, da ne moreš nikjer prebrati in nikjer spoznati. Ampak to je tudi vse, kar ti bom pustila v tem trenutku vedeti, zato ker računam nate, da te pokliče, to, kar sem sedaj povedala samo po sebi, in da greš in da raziščeš naprej in ugotoviš, ali je to, ali je to tvoja naslednja stopnička. In če je, naj ti zaupam, da imam samo še 3 prosta mesta, zato naklikaj povezavo.